Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes nas čaka nežna zimska pravljica o toplini, iznajdljivosti in prijaznosti, ki potuje od srca do srca. Namreč gospod Medved je ob hudem snežnem viharju našel babičin pulover, mehak, topel in kot nalašč za mrzle dni. Le ena težava je bila. Pulover je bil precej prevelik. A gospod Medved se tega ni ustrašil. Z malo domišljije ga je skrajšal, preostanek volne pa je poklonil svoji sosedi, gospe Jazbečevki. In tako se je pričela čudovita božična zgodba, v kateri se toplina ne izgubi, temveč potuje dalje. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Prevelik pulover. Sredi gozda lepi gaj zdaj sneži že 10. dan zapored. Nocoj bo božični večer. Na varnem svojem brlogu, primerno okrašenem za ta čas, gospod Medved gleda skozi okno. Zunaj je vse belo. Če ga njegov medvedji spomin ne vara, takega viharja doslej še ni videl. Gospod Medved se otrgeta. V kaminu je pogorela vsa njegova zaloga lesa, mraz pa postaja vedno hujši. Povzpne se na podstrešje in odpre pleten zaboj, ki je včasih pripadal njegovi babici. No, reče, ko izvleče velik pulover. V temle mi bo pa gotovo toplo. Gospod Medved si brž nadene pulover. Ojej, reče, ko se zagleda v ogledalo. Saj mi je vendar prevelik. Prava reč. Skrajšal ga bom. Gospod Medved gre po šivalni pribor. Iz šatulje vzame škarje, sukanec in šivanke. Nato se udobno namesti v svoj fotelj. Cika, caka, klik, klak. Reže in reže svoj preveliki pulover, dokler mu ta ni ravno prav velik. Gospod Medved nato pobere ostanke pletenja. Kaj, če bi tole podaril svoji sosedi, gospe Jazbečevki? Tudi iz majhnih stvari vedno dela čudeže. Gospa Jazbečevka je navdušena. Rešili ste mi življenje, gospod Medved. V takem mrazu nogavice niso dovolj. Sešila si bom par toplih, mehkih gamaš. 100-krat hvala. Gospa Jazbečevka gre po šivalni pribor. Iz šatulje vzame škarje, sukanec in šivanke. Nato se udobno namesti v svoj fotelj iz ratana. Cika, caka, klik, klak. Razreže ostanke pletenja in iz njih izdela prijetne, tople gamaše. Gospa Jazbečevka nato pobere, kar je ostalo. Kaj, če bi tole podarila svoji sosedi, gospe Ježevki? Tudi iz majhnih stvari vedno dela čudeže. Hvala lepa, gospa Jazbečevka, reče gospa Ježevka. Za svoje otročičke bom spletla odeje. Po vaši zaslugi bodo zdaj spali na toplem. Gospa Ježevka gre po svoj šivalni pribor. Iz šatulje vzame škarje, sukanec in šivanke. Nato se udobno namesti na svoj stolček. Cika, caka, klik, klak. Razreže ostanke pletenja in iz njih izdela prikupne odeje.
Gospa Ježevka nato pobere, kar je ostalo. Ni prav veliko, ampak moji sosedi, gospe Miš, bo morda prišlo prav. Tudi iz majhnih stvari vedno dela čudeže. Seveda bom lahko nekaj naredila iz tega, vzklikne gospa Miš. Pletenja je dovolj za lep šal in še rokavice. Najlepša hvala, gospa Ježevka. Gospa Miš gre po svoj šivalni pribor. Iz šatulje vzame škarje, sukanec in šivanke. Nato se udobno namesti na svoj taburet. Cika, caka, klik, klak. Razreže ostanke pletenja in iz njih izdela šal ter mehke rokavice. Takrat ostane le nekaj volnenih nitk. Gospa Miš vzame smetišnico in omelce. Odpravi se proti košu za smeti, ko se nenadoma domisli. Kaj, če bi tole podarila svojemu sosedu, gospodu Čričku? Tudi iz majhnih stvari vedno dela čudeže. Kako prijazno, vzklikne gospod Čriček. Prav to potrebujem. Najlepša hvala, gospa Miš. Gospod Čriček s svojimi tankimi sprednjimi okončinami prepleta niti in izdela močno vrv. Nato jo pomoči v vosek. Juhu, pa imam sten za svojo svečo. Otroci, brž, pridite se pogret. Otroci se udobno namestijo okoli sveče in ob plamenu grejejo svoja premražena telesa. Nenadoma zaslišijo čuden hrup. Saprabult, reče globok glas. Zmanjkalo mi je elektrike, nobena luč mi več ne gori. Počakajte me, reče gospod Čriček svojim otročkom. Takoj se vrnem. Gospod Čriček odpre loputo na podstrešju. Gospod Medved, stopite naprej. Pri nas je svetlo, pa tudi grejemo se lahko. Z veseljem, gospod Čriček, reče gospod Medved. Na božični večer me je bilo strah ostati v temi. Gospod Medved zleze na podstrešje in iztegne svoje velike šape proti majhnemu plamenu. Kako dober občutek, reče z velikim nasmehom. Če me moj čričji spomin ne vara, doslej še nisem videl takega viharja, vzklikne gospod Čriček. Jaz tudi ne, odvrne gospod Medved. Upam, da ne bo trajal predolgo. Zunaj še vedno piha veter in sneg se že oprijemlja tal. Gospod Čriček prižge svoj mali radio, ki najprej zahrešči, nato pa naznani. Prihaja dobra novica. Vihar se oddaljuje in kmalu bo nehalo snežiti. Ampak gospod Medved se požvižga na to. Na toplem je in s svojimi novimi prijatelji uživa v čarobnem božičnem vzdušju. Kako topla in prijazna pravljica. Gospod Medved in njegovi sosedje so nas spomnili, da včasih ni pomembno, koliko imamo, temveč kako znamo to deliti. Vsak košček volne je našel novo pot in nov namen. Skupaj z njim pa se je širila tudi toplina med sosedi. Prijaznost se ne manjša, ko jo delimo, prav nasprotno. Z vsakim dejanjem postane večja. In morda je prav to najlepše darilo zimskih dni. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni praznično obarvani pravljici z naslovom Božično praznovanje. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pošiljam vam pravljičen pozdravček v družbi gospoda Medveda ter njegovih sosedov. Čau, čau!
Thank